Delavcem podjetja Almond iz Slovenske Bistrice je stečajna upraviteljica razdelila sklepe o odpovedi delovnega razmerja. Predstavniki Zavoda za zaposlovanje pa so jim pojasnili nadaljnje postopke. Nekaj ljudi bo sicer še delalo, saj želijo izpolniti nedokončana naročila. Sicer pa namerava avstrijsko partnersko podjetje Alumero prevzeti podjetje in delavce s prvo polovico, kasneje pa namerava zaposliti do 150 ljudi. Odbor Državnega zbora za finance in monetarno politiko nadaljuje razpravo o državnem poroštvu za TEŠ 6. Prva moža HSE in TEŠa, Matjaž Janežič in Simon Tot, sta poslancem zagotovila, da končna vrednost projekta ne bo presegla 1,3 milijarde evrov. Kot je opozoril Janežič, bi začasna zaustavitev projekta le-tega bistveno podražila. Že 60-dnevni suspens z dobaviteljem glavne tehnološke opreme Alstomom povzroči preko 50 milijonov evrov dodatnih stroškov, 120-dnevni pa preko 75 milijonov evrov. Kriminalisti preiskujejo sum gospodarskega kriminala na študentski organizaciji Univerze na Primorskem, pri tem pa naj bi pridržali direktorja Sebastiana Kokla. Že več let se neuradno govori, da se v študentski organizaciji pretaka denar v zasebne žepe. Kokla pa naj bi sumili tudi zlorabe položaja. Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik je predsedniku Državnega zbora Gregorju Virantu predala poročilo varuha človekovih pravic za lani. Varuhinja opozarja na kršenje delovne zakonodaje, težave na področju sodstva, opozarja pa tudi na izbrisane in še vedno neuzakonjeno prepoved telesnega kaznovanja otrok. Zavezanci, ki so v začetku junija na dom po pošti prejeli informativne izračune dohodnine, imajo še do 2. julija čas, da vložijo ugovor, če ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa v višini med 400 in 1200 evri. Kdor izračuna v začetku junija ni prejel, mora napoved za odmero dohodnine vložiti sam do 31. julija. Sončno bo, vendar na severu niso izključene kakšne vročinske nevihte. Popoldne bo ponekod pihal jugozahodnik, spet bo vroče od 28 do 33 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in še bolj vroče. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Kako se znebiti miši z mišjo mrzlico, bo svoje morala storiti naravna selekcija. Tudi kmetje opažajo porast glodavcev, koliko pridelka so miši že uničile. Odpravljamo se na Lent, na posebnosti nas bo opozorila Jasmina Gregorec. Bodite z nami ob 18.